Ljudje in ljudje, poslušate 141. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obod, odporniški borci, odrasli v diktaturi, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. in moja malenkost Aljoša Harlamov. Tokrat znova z gostjo in znova z debitantko pri nas, in sicer je z nami igralka, improvizatorka, dizajnerka in še kaj, Rahela Klopčič. Živijo, Rahela? Živijo. Kako si? V redu, hvala. Lahko več poveš, ampak kaj ti bo? Jaz moram povedati na tej točki, da je december in da si jaz izpolnjujem želje, tako da prejšnjič smo imeli Tino Dobrajc, ok, ni bil december še, ampak pustimo malenkosti. Smo imeli Tino, ki smo si jo dolgo želeli, zdaj pa je tudi Rahela z nami, jaz sem jo enkrat v Šiški napadal, če kaj gleda, in pa sem zdaj le kar izkoristil, da pa jo prisilil, da gleda Endor in bo mi povedala, če mi je hvaležna. Ja in ne. Okay. Obeta se skratka napeta epizoda. Današnja epizoda je namreč zadnja redna epizoda v letošnjem koledarskem letu, saj nas do leta 2023 čakata samo še božični in novoletni specialki, v katerih bomo govorili o filmu Super 8, ki si ga lahko gledate z nami v živo 23. decembra v kinoteki, to bom še kar nekajkrat ponovil, tako da ni treba zdaj iti v detajle. Za novoletni special pa pripravljamo seveda tradicionalne, namreč že tretje obodeke, nagrade za najžanrske reči, z več gosti, ki naj zaenkrat ostane še skrivnost. No, danes pa bomo govorili o prvi sezoni serije, ki spada v vesolje Star Wars oziroma Medzvezdnih vojn, in sicer po imenu Endor, ki je štartala 21. septembra, štela 12 epizod in se zaključila 23. novembra na Disney+, žal brez slovenskih podnapisov. Disney+, to bomo ponavljali tako dolgo, dokler ne boste imeli slovenskih podnapisov. Če serije slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njej govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato na tej točki raje prostovoljno nehajte poslušati. Poglejte jo in se vrnite k poslušanju epizode, ko boste misijo uspešno opravili. Če pa ste serijo že pogledali ali pa je niti ne nameravate gledati in vas bolj zanima naš pogovor, pa se udobno namestite, imperij vlada, zato je zunaj red in prav nič vas ne rabi skrbeti, tako se prepustite naši epizodi. Okay. Maestro, udari po bobnih. Skratka, danes delamo Endor, po slovensko in ali, čisto logično. Spadajo v franšizo Star Wars, Medzvezdne vojne, mi to prevajamo, ker smo boljši od vseh drugih. In sicer Medzvezdne vojne Star Wars se lahko poslušate v 35. epizodi, ker smo govorili o sponu Skywalkerja, oziroma v nebovzetju nebohodca, v 72. epizodi, kjer smo obdelali prvo sezono Mandaloriana, v 117. epizodi, kjer smo delali bukvo Boba Fetta in v 126. epizodi, kjer smo delali Obi-Wan Kenobija. Tako da jaz mislim, da je Star Wars nekako za Marvelom naša najbolj ne vem kakšna gostoljubna franšiza. Ja, Disney bi nam lahko že en ta sweet money poslal. Ne, mislim, imamo Disney+. No, Disney, hvala za Disney+. Hvala Miki Miški. Serija je prednadaljevanja Rogue One. Rogue One, film iz leta 2016, ki je prednadaljevanje Star Warsov, originalnega filma iz 1977, za tiste, ki ste slučajno prespali. Kako bi pa Rogue One prevedel? Rouge One, ta rdeči. Aha, smisel strampotnik prvi. Ali ja, nekaj takega. Ta rdeči. Ja, francosko je. Rouge. Pa ni Rogue, ja. Nekaj Igor, zmest mojega mitota, dajta si mir. Pa ful še imamo zapovedati, tako da dajta mir, prosim, 5 minut mi še dajta. Žanr je mehka znanstvena fantastika, vesoljska opera, fantazijska pustolovščina, vohunska oziroma akcijska serija, vse to združeno v eno. Ustvarjalci pa so Tony Gilroy, ki je scenarist vohunske trilogije Bourne, iz 2002 do 2007, četrtega pa je še celo sam režiral, The Bourne Legacy.
Napisal in režiral je še Michaela Claytona in Duplicity. Za prvega je prejel za Duplicity je prejel nominacijo za najboljšega režiserja, za prvega pa Oscarja za najboljši izvirni scenarij. Leta 2016 pa ga je studio Lucasfilm najel za popravke scenarija in ponovno snemanje nekaterih prizorov pri filmu Rogue One: A Star Wars Story, ki smo ga že omenjali. In pravkar Andor snemajo že drugo sezono, če niste slučajno vedeli. Če na hitro pregledamo še igralce, v vlogi Cassiana Andorja se vrača Diego Luna. Poznate ga iz mehiških telenovel, ko je bil še čist otrokček, ki je v mehiških telenovelah, potem pa zaslovel oziroma se prebil s filmom I tu mama tambien, se pravi Jaz pa tebi mamo, je to mislim, da je bilo v slovenskih kinih. Igral je v Fridi, Dirty Dancingu, Havana Nights, Elysium, pa bil je Miguel Ángel Félix Gallardo v Narcos Mexico, njegova ena od res odličnih vlog. Če niste gledali Narcos Mexico, se splača gledati predvsem zaradi njega. Pa režiral je 3 filme, jaz ne poznam nobenega. Igor, si gledal kakšnega? Tega Chaveza, dobro je. O znanem borcu za pravice Cezarju Chavezu, ki ga mislim, da Michael Peña upodobi in je vredu film. Ali pa je tisto en drug film o Chavezu, ne vem. Bom preveril, samo trenem, gledal sem en film o Chavezu. No, lepo. In pa ustvarjalec Netflixove serije Everything Will Be Fine je tudi on. Potem, medtem ko Igor besno brska po IMDb-ju, gremo dalje. Kyle Soler je igral v Ani Karenini in Marrowbone, tukaj igra Cyrila Karna. In potem imamo še Adrio Arjono. I hope. Ja, je tisti. Chavez film zelo dober, priporočam. No? Aha, okay. Tako zgodovinsko se izobraziš in ful vredo, ker je Michael Peña v glavni vlogi, ker Michael Peña je car. To pa se strinjam. Adria Arjona je igrala Arjona, kdo ve. V Good Omens, ki smo jih obdelali v 25. epizodi, to je seveda serija, v Pacific Rim Uprising in Morbiusu. Potem je Fiona Shaw, ki igra Cassianovo krušno mamo, je Petunia Dursley v Harry Potterju, pa v True Blood je igrala, pa v Killing Eve, pa v Fleabagu. Za Killing Eve je dobila BAFTO za najboljšo stransko igralko. Potem je Stellan Skarsgård, ki ga bog si ga vedi, sploh res ne bi rabili predstavljati, ampak igral je skoraj v vsakem Trierjevem filmu, ki obstaja, od Breaking the Waves, pa Plesalke v temi, pa do Nimfomanke. Igral je tudi v Lovu na Rdeči oktober, pa v Piratih z Karibov je, če slučajno niste vedeli, pa v Dunu, ki smo ga obdelali v 105. epizodi, pa dr. Erik Selvig je v MCU-ju in za Černobil serijo je pa dobil zlato... Globus. Zlati globus, hvala, zlato globus sem hotel reči. Saj na nek način je. Ja. Potem je še Denise Go, ki je Dedra Miro, igrala je v Under the Banner of Heaven, to je zdaj kriminalka, ki jo še vedno lahko jamete, mislim, da je na Primu. Genevieve O'Reilly je potem Mon Mothma, ki je igrala seveda že v Rouge One, pa v Avatarju je igrala in v Legendi o Tarzanu. Potem gremo dalje, Faye Marsay je Vale Sarta, je The Wave iz Game of Thrones in pa v Black Mirror eni epizodi je igrala Hated in the Nation. Varada Sethu je Cinta Kass, Jurassic World Dominion je prej igrala, Anton Lesser je Major Partagas, je igral Qyburna v Game of Thrones, pa Thomasa Moora v Wolfhallu in v seriji The Crown. Alex Lothar je Karis Nemik, igral je naprimer v The End of the Fucking World. Andy Serkis, jaz mislim, da veste, kdo je, če pa ne, igral je Supreme Leaderja Snowka v 7 do 9, drugače bolj znan po Golomu, pa kot Ulysses Klaue v MCU-ju, pa Alfred Pennyworth je bil v zadnjem Batmanu, o katerem smo govorili 118 epizodi, pa režiral je Venom, Let There Be Carnage. Potem še imamo Duncana Powell, ki ga omenjam zgolj zato, ker je tudi v Rogue One potem se pojavi. In pa Forrest Whitaker je tudi v tem filmu kot Saw Gerrera. In Forresta poznamo iz Platoona, pa iz Ghost Dog, The Way of the Samurai, Black Panther je Arrival, Oscar je pa dobil za glavno vlogo v The Last King of Scotland. Ja. Matral sem se. Toliko dobrih igralcev v eni taki seriji.
In zdaj, seveda, prvi krok. Endor smo vsi pogledali, Rahela na mojo pobudo in prej je tako skrivnostno, napeto napovedala, da je bila zadovoljna in hkrati nezadovoljna, ker je morala to pogledati. Rahela, na vrsti si. Povej, kako ti je bila všeč serija, nasploh. Ja, nasploh, v bistvu zdaj z malo perspektive, par dni nazaj, lahko rečem, da mi je bila kul. Sam ne v univerzu Star Warsov. Aha, ok. Da v bistvu, če bi jo izločila izven tega, Ja. da ne gledam na njo kot nekaj, kar je del Star Warsov, Okay. mi je dobra serija in mislim, da bi imela full velik followinga, zato ker je veliko stvari zelo dobro narejenih. Dobar. Ampak so me predvsem motile stvari, ki so bile v povezavi potem nekako, mogoče včasih malo nasilno narejene. Star stvari, Wars. ki se povezujejo z vesoljem. Tako, ja. Tako da, pa tudi v bistvu se niso zelo orientirali na to, da bi zelo povezali. Zdaj ni bilo zdaj nekih full teh gimikov, ki jih poznaš iz Star Warsov na splošno. Tako da v bistvu dajmo sam zbrisati stran, pa bomo imeli eno fajn serijo. Aha, okay. Bomo šli še globlje v to, seveda, v nadaljevanju. Hvala, da si bila iskrena, da se nisi ustrašila naših zlovoljnih pogledov. Ful me grdo gledajo zdaj. Te, ne? Ja. Kaj ti nam se je nekako zelo dopadla? Najbolj se mi zdi, da je Mito tu, ki jo je prvi gledal, sem tudi prvi začel. Tako, ja, tako da v bistvu tukaj bom ravno kontra povedal kot Rahela. Meni pa že sama po sebi je to dobra serija, ne? Če jo izvzamem iz konteksta Star Warsov, mislim pa, da jo naredi še toliko boljšo, če jo postavim znotraj tega, ker sama franšiza, za moje pojme, potrebuje ravno to serijo za nadaljni obstoj, pa razvoj in kvaliteto. No. Ja, ne vem, jaz sem itak že dalj časa mnenja, da je Rogue One, Rouge One, če hočete, Nočemo. ena najboljših epizod Star Wars filmov. In sem zelo vesel, da smo več zvedeli o tem in ne, da bi zvedeli več o Skywalkerih, ki me res ne zanimajo na tej točki in bi rad zvedel kaj drugega. In to se mi je ful dopadlo, pa Diego Luna, mislim, njegov lik se mi je zdel, glede na to, da ga vidiš čist v začetku Rogue One, kako ubije basically nekega kolego, ne? Zato da se reši, se mi je zdelo, in da reši informacije, ki jih ima, se mi je zdelo, da je zelo triki, da z njim nadaljujejo. Sem bi dost prej pričakoval od Lucasfilma, da bi ne vem, tale, ki jo je igrala Daenerys, pozabil sem za kakšno liko ime, ki je bila v Han Solo filmu, da bi ona dobila predzgodbo, je zelo tak akcijski lik bolj, ne? Vseeno je malo temačen, ampak je tihotapka, pa je dost prostora za akcijo. No? Ampak tole pa je preseglo moje pričakovanje. No? Ok, fajn. Okay. Ja, tudi jaz moram reči, da ne vem, kaj sem pričakoval v resnici, ampak mislim, da nisem pričakoval tega. Kolikorkoli pač govorimo o Rouge Onetu, To je vedno bolj slabo. To naslov sem se zdaj odločil, da bomo vsakeč drugače povedali. Ne glede na to, kaj smo pač, da je tudi meni se zdel čisto v redu film, nikoli se mi ni zdel najboljši v Star Wars, recimo filmografiji, ampak mi je bil pa nekaj posebnega, nekaj zanimivega, malo drugačnega, ampak ta serija se mi zdi boljša od Rogue One v resnici. No? To se tudi jaz. Se mi zdi, da je pač nekako tako, predvsem pa moram pač že na tej točki pač reči, da tisto, kar je mene najbolj navdušilo, so pa igralska zasedba. Igralska zasedba in njihovi pač to, kako so odigrali od že omenjenega, pač, kaj smo že rekli, Diega Lune, pa do seveda Skarsgarda. Ja, no. Absolutno, pač jaz mislim, da so bili performansi igralcev, njihove pač, kako so oblikovali svoje like, nekaj pač neverjetnega. No? Tok zanimiv, tok serija, ker so se mi vsi liki zdeli tok zanimivi, že dolgo nisem gledal. No? Moram to reči. In to je tisto, kar je meni gnalo te like. Čeprav bom tudi jaz rekel, da recimo sem mal serije skače, se mi zdi, da ta zgodba je mal tako, zato ker jaz sem priznam, da potem pričakoval, da bom pač gledal. Nekako sem spregledal, da bosta 2 sezoni, ne, in sem pričakoval, da bo cela zgodba povedana in pol mi je bila mogoče malo
se zdela malo raztegnjena. No? Ampak, glej, to bomo šli v nadaljevanju. Moje naslednje vprašanje je, če je tisto, Rahela, kar te mogoče moti ali pa. Oziroma, moje vprašanje, oziroma meni se zdi, da je to prvi Star Wars za odrasle. Aha. Pa si ti bolj po duši otrok. Ja, zagotovo. To ziher, mislim. Jaz imam doma lutko mini Jode. Ne bom mu rekla Grogu, zato ker je to grdo ime. Za mene bo vedno Baby Yoda. In ja, valjda, mogoče sem res malo bolj ta otrok po duši, pa mi pašejo pol ene stvari, ki so mi cute, pa so mi fajn, pa se povežem z njimi, pa ga hočem rešiti, pa hočem tako na ta način sodelujem s serijo ali pa zgodbo, ne. Mogoče me je najbolj motil to, kot si rekel, da je bila malo raztegnjena. Serija, meni se zdela kar fajn raztegnjena. Čisto iskreno mislim, da 8 delov bi bilo fenomenalnih. 10 bi bilo dobrih, 12 je v redu. Tako prvi, drugi del, četrti del, to je dosti ko ene raztegnjene gmote, ki nisem čutila nič zares zraven in ne maram nič čutiti zraven. To mi ni ok feeling in ne vem, če je zdaj pol preveč odraslo, ampak mogoče se res nisem zares povezala z nekom na malo globjem nivoju. Diego Luna ni bil dovolj cute. Ne, v bistvu malo mi je zoprn. Diego Luna, res? Tako malo je dik veš čas. Valjda. Če je upornik. Mislim, jaz sem vam tudi za upornico v lifeu, ampak sem tako prijazna, upam, da prijazna. Prijazna upornica. Zato, ker ne živiš v fašistični diktaturi. To je tudi, mislim. No, Trenutno. Ne vem, mislim, da sem to odgovorila na tvoje vprašanje. Hvala. Kako se je vama zdelo glede tega? Rahela, jaz čutim, kaj hočeš povedati. Definitivno ta serija odstopa. Se mi zdi, pa ne samo, zdaj bom pustili to, da ni nobenega merchandisa notar, ne? Čeprav, kaj pa zdaj mogoče bomo dobili te male zapornike. On je vse zaporov. Ne, veš, one stvari, ki jih oni gradijo, ta Narkina Fire, tiste, ki delajo. Ne, to vkala bi lahko. Cegu, veš. Točno je tako, pa te pogrebne cegle. Ali pa nam bojo prodajali DI, se prav lahko piš ful teh raket. Vse mogoče so pa gradili Baby Yoda, jaz ne vem, kaj bo to. Kako se je vama zdelo? Res ne veš, kaj so gradili? Ne, se vem, kaj so gradili. Se povejo, kaj sem, zdaj sem že pozabil. V end creditsih je, ne? Ja, točno. Na koncu je. Tam vidiš. Točno je. Eno malenkost gradijo. Skratka, kako se je vama zdelo z tega stališča? Kako pač res zdaj to ustaviti noter v ta puzzle, ki je Star Wars? To vse z moje strani terja malo daljši odgovor, ampak recimo, da ga imamo podcast. Meni se zdi, da kot prvo ne vem, ker sem razmišljal o tem, a mi je dolga serija ni, odkrito nimam odgovora na to, ker ko sem se spravil k temu, če bi kaj odrezal ven, naprimer montažersko ali pa zgodbovno, nimam odgovora na to. Nekako sem si sam pol odgovoril, ne, jaz bi pustil tako, kot je. Mislim, da je serija, vsaj prva sezona, sestavljena v teh sklopih, mislim, da so 3-4 ali pa 3,5, recimo, ki nekako ponazorijo ta prehod iz rečemo enega nebrzdanega mladeniča, ki pač pade v nemilost države, terorja ali kakorkoli, in potem preraste skozi te njegove tegobe, skozi zapor, skozi kakorkoli že, v upornika, v tem, da se on sam javi v službo. Tako da to je kao ta veliki narativni konstrukt, ki se ga gre vse prve sezone. In tu se mi zdi, ok, nič ne pogrešam, nič ne bi dodal, nič ne bi oduzel. Kar se pa tiče te odraslosti, se mi pa zdi, da to prva zadeva zraven Rogue One, ampak bistveno dlje gre, ki Star Warsu doda dodatno lečo, s tem, da nič novega ne odkrije, ampak reče, Star Wars je ena velika mitologizacija. Pač ta veliki zgodbovni mit, ki se ga Lucas gre, pa on se vrača k tem nekim koreninam potovanju, odraščanju heroja in tako naprej. Je pa vedno bil ta zgodbovni
aspekt zraven tudi aspekt science fictiona oziroma neke družbe ali pa sistema ali pa neke birokracije, ki se ga predvsem v prikvolih gre. Ne? Zdaj pa, kaj se zgodi, če oduzameš veliko mitologizacijo stran, dobiš to. Dobiš v bistvu rojstvo upora, dobiš rojstvo totalitarnega režima, ki v bistvu ta portret tega dobiš, to je moj point, ne? Da v bistvu je prva zadeva, ki se vpraša... Vzameš stran, ampak pogledaš za kulisje. Ja, pač v smislu zgodovnega narada, strukture, ne? Da rečeš, ok, Skywalkeri se ne ukvarjamo se z veliko črno-belo sliko dobrega in zla, z neko karikaturo totalitarizma in tako naprej, ampak se gremo world building, se gremo v bistvu teror nad manjšinami, nad navadnimi ljudmi, nad delavci, ukvarjamo se z birokratiziranim neofeudalizmom in v bistvu ful lahko naštevaš noter, to je Star Wars vedno bil, ampak nikoli toliko v ospredju, ne? Vse zame. In se mi zdi, da pač ta serija odkrito se vpraša, ok, umaknimo vso tisto v velikih narekovajih rekel otroško navlako z čarovniki v vesolju, ki se bojujejo za žaromeči, kaj imamo še tukaj in to imaš tukaj, v bistvu ne to, Andorja. Ja, sej, če tako gledamo, če bi šlo tukaj za knjižni žanr, bi to zelo spasal v naturalizem. Zato, ker poudarja v bistvu estetiko grdega, poudarja malega človeka, poudarja socialne probleme, poudarja vse te stvari, ki se mogoče malo včasih nočemo ukvarjati z njimi. Se pravi, oni so večinoma umazani, večinoma brez hrane, razen tisti, ki so bogati, ampak tisti drug del, ki ima pa spet druge probleme, mogoče bolj socialne, kot te, ki se nižji dol na terenu ukvarjajo s stvarmi. Tako da, ja, valjda, jaz bi rekel, bolj gre zelo za tak vojni film bi bil to, če bi bil film, ne? Ki ima sicer noter heist pa Prison Break. Hladno vojni. Ja, precej. Lukas v enem intervjuju reče, ne, da v bistvu pogovarja se na YouTube video, ko se pogovarja z James Cameronom o science fictionu, ne? In tam reče, da on je pri Star Warsu vedno izhajal iz neke antropološke pozicije, ne, in ga sistemi zanimajo, ne, in on je tudi jemal rebelse, upornike, kot Viet Kongovce. Cameron mu takrat v besedo skoči in reče, ja, to so isto kot teroristi danes, kot mudžahedini, ne, pa mu pritrdi, ne, reče, ja, to sem imel vse v mislih takrat, ne. In v bistvu tu se ta zadeva zelo skoncentrira na to, ne. In tu se mi zdi ful pozitiven doprinos k celotni franšizi, pa celotnemu worldbuildingu, ki je pa mogoče v zadnjih nekih inačicah, ki so bile dodane tukaj, umanjkale, ne. Mislim, ne gre sicer pozabiti Clone Warsa pa Rebelsov, ki so mi tudi isto kvaliteten doprinos temu, ne. Ampak tu Andor prav specifično pa naredi eno res zelo zanimivo zadevo. Ne gre toliko dlje od Rogue One, ne? Kjer Rogue One res deluje neki taki pusi vietnamski protivojni film. Tukaj pa je res že ta vohunka v ospredju, pa predvsem ta velika moralna sivina. Ne? Torej, kako daleč je pripravljen iti mali človek, umazani človek, kakorkoli, ne? Da bo potem se ali uprl ali nekaj naredil, kako ga to zaznamuje in tako naprej. Ne? V bistvu to niso neke teme, ki jih v bistvu nekako, oziroma so bile celo anatema, ne, temu, ne? Ko se je to delalo z Luke Skywalkerom v Last Jedi, na primer, je folk popizdo. Ne moreš se iti z Luke Skywalker na ta način, da je moralno sivina tle posredi v borbi dobrega in zla, tle pa samo to. In to je dobro, meni je to super. No, okay. Jaz bi tukaj dodal, da še eno stvar uspe narediti in sicer to, kar je Aljoša že večkrat izpostavil pri Vojni zvezd, da izpade neumno, ko si malo starejši, in to je, da so oni the dark side in da se grejo, hej, mi smo pa zlobni, ne? Zihajlajo vse posebej. Tukaj v tem liku tega Cyrilla, ne, imaš prav človeka, ki ti pokaže, zakaj se za to odločiti in kaj ga do tega privede, ljubezen, seveda. Ampak v bistvu pač razvoj prav tega lika, ki voljno služi imperiju in vidi v njem nekaj dobrega. Ne? In to se mi je zdelo zelo zanimivo in dosti psihološko kompleksno in pogosto tudi zelo zabavno. Vse tiste scene z mamo so hilarious. Ne? Mislim, meni se zdi tudi njegov lik sploh s temi temami z mamo, ki so narejene tako najbolj močno podprt.
Ja. Ja, zato ker ko vidiš to, kaj se njemu dogaja doma in predstavljaš si le, kakšno je bilo potem otroštvo s tem modrim mlekom in konstantno modrimi kosmiči, to je žalostno. Tudi ti bi se pridružila Imperiju prostovoljno. Ja, to vprašam. Da vidim, kaj je tvoj... Tako, Imperij. Ja. Mogoče smo bad guys, samo imamo boljš mleko. Sam da pobegneš od tam, kjerkoli me vzamejo, sam da grem. Ja, ampak hkrati, mislim, kaže njegov kompleksen odnos z to šefico, ne, ki je tudi, ker on skoraj da dobesedno je napol zaljubljen vanjo, čeprav je... Ja, no, ki je pač zaljubljen v avtoriteto, se pravi, nadomestek svoje mame, pustimo, ne bomo šli podrobnosti, ampak kar sem hotel reči, to, kar je Mito rekel, ne, kar se tudi meni zdi za Andor zelo pomembno, je to, da, ko smo rekli, da je to vesoljska opera, tukaj zdaj so Jedi in temna stran vzeti iz enačbe. Mi tega nikjer ne vidimo. Ni ne Darth Vaderja, ne Jedijev in iz tega gre vsa ta magija. Tudi vsi ti nezemljani, ki jih vidimo, ja, noben ni nek Baba Frik ali pa ne vem, Baby Yoda, vsi so taki bolj, to je dost bolj trdna znanstvena fantastika do zdaj, najbolj hardcore znanstvena fantastika do zdaj, bi jaz rekel. Ker tukaj je veliko teh elementov, ki sodijo noter, pa ki sodijo znanstveno fantastiko, skoraj da nič pa teh fantazijskih vitezov in tega podobnega. In pa mali ljudje, to smo tudi omenili. To zdaj niso Skywalkeri, to so celo tako mali, pa tako nepomembni ljudje, da so v originalni trilogiji vidimo samo enega, ki predane pač princesi Leji, pač to, karkoli že. Načrte. In to je to, kar vidimo mi v originalni. Tako so nepomembni za celo štorijo, ampak potem mi vidimo pač zdaj to njihovo pomembnost. In to se mi zdi, po eni strani vem, da to ni bilo načrtno narejeno, da je to bilo dejansko tako, s česa še lahko denarja dobimo in pa so bili, kaj pa tip, ki prinese pa res, dajmo to narediti. V tem smislu, ampak naredili so pa fenomenalno in tudi cela ideja se potem dobro vklapla v točno to, kako ti lahko zdaj pogledaš eno stvar tamle, enega človeka, ki nekaj preda in vidiš za njim ogromno zgodbo enih malih ljudi, nepomembnih, za katere vsi vemo, kako bodo končali. Spoiler, ne bodo končali dobro. Tudi brezkompromisnost upornikov se vidi, ki niso zdaj idealizirani borci za svobodo, ki si bodo medalje dali na koncu, tako kot pač jih dobita Han Solo pa Chewbacca. Ampak... Chewbacca ne dobi, on dobi šele v 9. Veliki greha, veš. Sorry. Je res, da oni imela kam pripet? Oziroma ful velik kam za prepeca, kam je primerno. To je mogoče tudi... Na to pa nisem pomislil, ampak njegov grleni smeh mi je zdaj še toliko bolj zanimiv. Oprosti, da smo te prekinili. Ampak pač so backstabbing lot, mislim, žrtvujejo drug drugega, kadar preračunljivi so. Dvomijo. Ja, Stellan Skarsgarda, mislim, barona Harkonnena imajo za voditelja. Ampak super, to si tudi v redu povedal, ker seveda oba Han Solo in tudi če gledamo Mandalorian kot anti-junak, oba sta tako bolj, mislim, anti-junaka samo potem, da sta pač cinična mal, pa sarkastična, pa pač un je ustrelil unga, prvi, to je bilo pri njem. Mislim, da to mi je smešno, kaj je v bistvu Lucas naredil, mislim, da v verziji 97, ko je potem dal Han Solo shot first varianta, da so v bistvu mu dal gridu na tem njegovemu bounty hunterju, ki ga je htel uloviti. Je grido prvi ustrelil Han Solo, ga je retkonal za nazaj, ampak se mi zdi, da ravno tukaj je pa zgubil Han Solo neko varianto, potem, kao on je tisti, ki je bil plačan, on je dosti bolj Andorjevski bil, preden ga je retkonal za nazaj in takrat je neki zgubil, zdaj pa zopet dobil ta vesolje nazaj, točno to neko moralno sivino noter. Mislim, da Lucas v enem intervjuju pove, da ga je on želel narediti John Wayna, Han Sola, da v bistvu ne more on prvi ustreliti, ker good guy ne ustrelijo prvi, ampak tle pa, kao streljajo, samo, a so to še vedno good guy, v tem smislu, se to,
a veš, ta Dungeons and Dragons fora lawful, neutral ali kakorkoli, ne, tu kar naenkrat se za ta ves koordinatni sistem se ful spremeni, ne, v dosti večjo globino dobi, ne, in to je super, ne, to je res pozitivno. Rahela je zelo zajela sapo, Ja. tega niste slišali. Zato... Mislim, Ja? meni se pa glih tukaj zdi, da mogoče ni dost globine. Okay. Mogoče moški liki le malenkost bolj, ampak ženski liki so pa zelo površinsko narejeni. Ne? Velikrat so narejeni, ok, ona je šefica, se pravi, ona ima moč. V resnici ni res, ne? Ker kako je tej ime, ki je sestrična od Monmouth? Val? Ja, mislim, Val? da je. Ja. No, ona je šefica tega upora oziroma udora v to greščino, kjer bojo ukradli denar, ne? Ampak ni zares, ne? Na nobeni točki ni zares ona šefica. Ves čas ji nekdo spodrezava v bistvu moč in upirajo se ji, nobene avtoritete nima in na koncu naredi zares nič zelo velik pri tem uporu, ne? Ona ni ful ključen del tega, kar se zgodi. Se pravi, mene tukaj zmotilo so me pol takšne stvari, ker tukaj pa ni zares nobene globine bilo noter in mogoče zdaj kot ženska, če gledam na like, pa zelo všeč mi je, kadar so ženski in moški močni liki povsod, ne? Absolutno. Me zmoti nijansa, kjer so moški malo bolj izpostavljeni, pol pa grem, valjda sem odprla Reddit, sem šla na subreddit Andor, sem šla mogoče pogledati tudi kakšen recap in vse povsod pač imajo mnenja moški in vsi moški so, koliko so tle močni liki noter in je tako model, ne? Niso zares, ne? Vsem jemljajo moč, ne? Teta Petunja, ne? Ki tukaj končno, Marva, ki končno zna biti krušna mati, prvič v lifeu, hvala Bogu, ne? Super, vse the best, ampak zbolijo, naredijo čist nemočno, ona nima nobene zaresne moči, razen odločitve, da ostane tam, kjer je. Ja, v smrti šele dobi svojo moč, kar je pač, kar je posthumno, kar je nekaj, kar je spet malo medlo, ne? Ne vem, Bix isto, ne? Na začetku jo damo tako kot eno močno žensko, ki obvlada tam tiste stroje, mehanik je in ne vem, kliče takrat pol tega Lutjena, da pride, kaj je Lutjen? Luten. Da pride potem na Ferex in vse to se dogaja, ampak spet spodrežemo krila v trenutku, ko jo vzamemo, jo damo nekam drugam in tam, ko jo zaslišujejo, ko jo mučijo, jo to grozni zmučijo, da ona je esenca sebe. Ne? Se pravi, vedno žensko vzamemo in ji vzamemo vso moč. Tako ta del me je motil. Kaj pa Monmouth? Ona ima pa ful bolj politično igro, ne? Mogoče najbolj močen lik poleg njene hčere, zato ker njena hči ima res največ moči, ker se pač lahko odloči za to svojo versko ekipo in potem tam vadi te... Verska in nekaj. Tako je, duhovna vaja. S katerim so tako, ki čutiš, da bi, ne vem, ljudje, ki so ateisti, bili tako, what the fuck se tam dogaja noter, ampak oni skandirajo potem vse te svoje besede in se pravi, tam malo sem najbolj močno čutila. Potem mama pa, ona drugače igra. Ona jo igra ful bolj dolgoročno in upam, da ji bojo pustili močno. Zato, ker pri njej nimam feelinga, da je nima, ona je samo ujeta v sistemu in ta sistem pač upravlja z njo zelo kruto, no? V bistvu vzame ji familijo in vzame ji tudi finančno moč, ne? Kljub temu, da je to vse skoraj kar ima. To se mi zdi pomembno, veš, ta pojem ujetosti, če ga malo razširimo, ne, se mi zdi, da v bistvu vsi liki tlele, vsi ti majhni ljudje v tem velikem ustroju tega vesolja, ne, so tle portretirani kot ujetniki neke določene strukture ali pa ideologije ali pa zaveze uporništvu ali pa birokratskemu sistemu. Ne.
To se mi zdi ena taka skupna točka za čisto vse, ki jih lahko tlele naštevamo. Ne? Od tam malih trpečih do tistih vodilnih, do Deirdre, ki je povspetnica, ampak hkrati je ujetnica tega istega birokratskega. Ne, samo ona tudi ne bi rekel, da je ujetnica tega, mislim, da se tam kar vredo počuti. Ja, do neke mere, ampak vse ona tudi, meni je zelo zanimivo, ona portretirana, kad najprej imaš nekako celo navijaš za njo, ne? Vse do 6. dela, ko ona začne Bix potem mučiti, ne, si misliš, zopet kao ta njena, oziroma ujetništvo tukaj bo mogoče zdaj malo preobrazil, bo rekel služnost. Služnost temu sistemu, ne, povspetništvo, hkrati pa kao ta na pol Eichmannovska slepota ali pa veš, volja, da bo ta birokratiziran neofeudalizem bil za njo tam, pa ona za njega. Ne. In tukaj si ona deli z, kaj je že tam... Cirilom, v bistvu zelo isto točko. Ne? Tukaj se mislim, da ona dva najbolj sporazumeta. Da v smislu, mi dva želimo red, mi dva želimo, da ta sistem, v katerem oba dva delava, služiva, ne? Kao da bo uspešen, da bo dober, da bo red in bla bla. Medtem ko pa na drugi strani, ne? Pa ta skoraj da fanatičnost, ne? Upornikov jih pa tudi ujema oziroma zajame pa ujame v neko ideološko strukturo. Ne? In tukaj Luton predvsem potem pride, mislim, ga najboljše portretira, ne? V tem smislu, kaj on vse zgubi, kaj vse on žrtvuje. Ne? Mislim, drugi imajo zelo drugačne aspekte tega, tudi Mon Mothma, ne? A veš, zato sem hotel navezati na tole, ne? Da so močni liki, tudi ona, najbolj izmed ženskih, se strinjam, ne? Hkrati pa so popolnoma vsi žrtve, se meni zdi. A veš? Ja, sej, to je pa tisti naturalističen del. Ne? Pač ni zmagovalca, ni junaka, ni nikogar, ki bo prišel iz tega rešen in osvobojen in karkoli, v bistvu vsi to delajo zato, da bojo nekomu drugmu v prihodnosti naredili nekaj dobrega. Ne? Se pravi, ujet si kot gledalec tudi v ta vibe noter, če si želiš svobode, če si človek, ki želi to, te to nekako psihično te ujame noter v zadevo. No? Jaz mislim, da sem šla gledati to čisto z drugimi očmi, ne? Jaz sem šla gledati z očmi, pač kaj sem na zadnjem Mandaloriana gledala, pa Obi-Wan Kenobija, tako da greš čist drugim vibom in čist druge stvari pričakuješ in pol te v bistvu mal plesne okoli kepe, no? Ja. Mal si, okej. Je pa zanimivo to, ko si opisala, da delajo vsi nekaj za prihodne generacije, ne? Zelo samorastniki vibe. Ja. Pa ga našel. Ja. Hvala, Igor. Socialistično. Ampak super, ja, ne. Absolutno se strinjam, da so mogoče ženski liki malo premalo razviti, ampak zato je to druga sezona, upajmo, da so pa preživeli večinoma, oziroma zdaj preživeli vsaj do uporniške celice, sta obe ženski, ne, pa Mon Mothma, jaz mislim, da bo še tudi imela večjo vlogo, očitno, glede na to, da se zdaj njena zgodba pravzaprav šele zapletla. Tako da bo to še kar... Ampak definitivno pa jaz mislim, da definitivno se pa tu moški liki boljše opisan. Čeprav jaz sam ne bi rekel, da tok Cassian Andor, ki je v imenu serije, ampak vsi drugi bolj, ker pri njem še vedno točno, veš, kaj mal je tisti flashback na to, kako se pol ta rudniš, kako se pač rudniki neki pač jim uničili cel planet, ne, ampak najbolje pa seveda to, kar več čas pač opozarjamo, igra in seveda Stellan Skarsgård kot Luthien Rael, tako da bi lahko bili uporniki tudi Raeljanci, niso, da ne bo kdo tožil. Mislim, da on pač v tistih enih 2-3 monologih, ki jih ima, povzame vso bistvo pač te serije. Ne? In ta serija, absolutno, tako kot si ti rekla, nobeden od njih ne bo šel iz tega čist, in vsi so pač uporniki, ampak uporniki v tistem, partizanskem, odporniškem smislu, v katerem se pač zavedajo, da tudi marsikaj bojo mogli narediti, na kar ne bojo ponosili in kar jim ne bo dalo spat, vsaj nekaterim ne, eni bojo pa pač s tem živeli, ampak s tem se seveda spreminjajo, da se ti z zlobnim imperijem ne moreš boriti z, ne vem, metuljčki in golobi, no? Ja, za stavcem pa rožcem. Z golobi in kosi. Midi-klorijani. Tako, midi-klorijani. Si oni tukaj prvič rečejo partisans? Jaz ne vem, če sem to že sledila v tem univerzu. No? Zato, ker rečejo doskrat partisans, ne, upornikom.
Verjetno zato, ker niti ta rebellion niti še ni zgrajen. Tlej gledamo začetke tega. So različne frakcije. Imaš tako. OF, pa imaš druge. Možno, da je to v risankah, ker Sogerera je lik iz risanke, oziroma z animacij. Možno, da je tam. Rebels. Z Rebelsov, on je tam in možno, da je tam noter. Ampak definitivno je pa to, veš, kako boš ti zaščitil informacije. Tako da boš pač pustil nekoga, da umre, zato ker pač oni pričakujejo in če oni pričakujejo, da bo tam nekdo prišel, pa ne pride, bojo vedeli, da informacije uhajajo in ti moraš to zaščititi. Ne, to je tudi bila tema enega najbolj dolgočasnih filmov letošnjega leta, Operation Mincemeat, kjer pač mladi, tak je napisal Bonda. Fleming, je pri obveščevalni službi in ravno to je bil del dejanske operacije, da so sproducirali lažne dokumente, ljudje so morali umreti in to, da so Nemci potem mislili, da bo invazija druge. Ampak kar mi je pa bilo še bolj zanimivo, pa je pač avtorjevo, Gilrojevo najbolj znana oziroma najboljša stvar, je Michael Clayton. Ne? In tam imamo en kup takih likov, ki so enostavno del sistema in ne morejo drugače funkcionirati, to, kaj si rekel. Ne? In Tilda Swinton, ki je takrat dobila svojega edinega Oskarja, kar mislim, da je zločin, ampak si ga je zaslužila, mislim, zločin je, da jih nima 5, je tisti lik zelo podoben enemu kupu likov, ki jih tu not vidimo, ker enostavno ve, da dela slabo, se odloči, da bo naredil slabo, in dela z ljudmi, ki nimajo moralne sploh kode, tako pobi ljudi. Okay, spet tukaj je pa tudi, mislim, da je vendar najbolj prikazan to, kar je tudi že Mito parkrat navrgel, pač imperij kot birokratski aparat. Ker kaj je tisto, kar imperij pravzaprav poganja, je vojska, ampak kako vojska enkrat osvoji vse te planete, ti si moraš to podvreči, ti si to podvržeš lahko samo z birokratskim aparatom. Ne? In tukaj se to dobro izkaže, čeprav spet, kar je Mito spet dobro navezal, Cyril in kaj že pa druga smo rekli? Didra, sta seveda želita napredovati tudi v tem sistemu in sta ona dva res edini proti polupornikom, ker ostalim se sem tako mal neki, radi bi napredovali, ampak značke dosti dela, ne da se jim, ona sta pa prav tako zagnana, ona preišče vse tiste datoteke, zdaj točno skuži, kradajo neke majhne dele, zato ker bojo neki sestavljali, to ni na ključje, ampak je en velik načrt za tem. Kratka je nekdo, ki ga neki žene, ki ima neko željo potem in ki mora verjeti dejansko v imperij, če hoče to, ker če si sam birokrat, ki izvaja stvari, boš točno to spregledal, boš ti te malenkosti. En rob tu, en tam, briga te, vse so posamezni robi. Ona pa gre to raziskovati. Ja, samo ona je smart. Ja, on ima pa small dick energy. Res je. Mislim, on se pa z egom poda. Ja, ona gre mimo ega, zato on propade, ona pa ne. Ona napreduje, on pa propade, zato ker ga ego vodi. Na koncu jo on reši, kar je pa spet to, kar si ti prej rekla. Da ona kljub vsej moči, ki jo ima, na koncu potrebuje njega, da jo reši. Ja, to je malo tudi pač povezano s samim žanrom, ker pač nekaj moraš narediti in junaki morajo biti junaki. Se zato pač Endor rešuje uno iz zapora, tle pa imaš pač to. Je seveda narobe. Mislim, da definitivno je škoda, da se potem ženski liki vedno tisti, ki se znajdejo, pa jih je treba rešiti. To je malo brez veze. Ampak razumem pa to znotraj žanra, ne vejo, kako bi zdaj sta se onova mogla nekako srečati in pol je itak ta upor tam, jaz ne vem, niso bili na nobeni slovenski vstaji, sam bi si prišli k nam pogledati, kako se policija odzove na to. Mislim, ta imperij je res so luzeri proti Hojsovi policiji. Resno, to moram reči. Veš kaj, vode tam ni bilo tako ful. Seveda niso mogli imeti vodnih topov, to pa je za puščavske planete kar problem. Če imamo recimo Daughter of Ferrix, imamo tle ful lepo možnost, da Biggs rešijo Daughter of Ferrix. Ja, tako so pa bili zgolj na koncu, malo noter vrženi. Malo je tako, omenimo jih. Name dropali. Na vse tudi niso mogli takoj misliti. Še ena stvar, ki me pač blazno zanima, je seveda to je zdaj,
Se pravi, kaj smo rekli, Mandalorian je, pa seveda Boba Fett, pa Obi-Wan, se pravi 4. serija na Disney+. In zdaj je to prva serija, ki je zamenjala, kako je že s tem rečejo, zid, oziroma virtualni zid. The volume. Tako je, kakorkoli se to imenuje, to tehniko, in snema na pravih lokacijah. Tudi to jaz mislim, da se je izredno dobro poznalo v seriji. Cool. In posledično, ker so bile te lokacije v Angliji, so vsi govorili z angleškim naglasom. Čeprav to je kar Star Wars štika. Ja, poleg tega veš, kdo boljš pozna Rebellion kot Irci. Ja. Kjer drug naglas bi pa uporabil za birokratski sistem, veš, kot pa britanski. Ajde, tudi to gre. Okay, to je bolj naša izkušnja. Njihova pa definitivno sem jaz pač mogoče tudi zaradi tega tako navdušen nad Marvo Andor, ker pač ima res tam malo tega irskega naglasa. Absolutno jaz mislim, da se Irci zaslužijo, da se posod prikazani kot največji uporniki proti največjem imperiju na svetu. Aj, ledi. Tako da ja, je pa mi zanimivo, no, to, kar smo pač z Rahelo tudi nekako ugotavljali, je pa res malo ta razbitost sezone na 2 dela. Ne? Jaz sem ves čas mislil, da bo pač da bo ves ta drill za ta rob ves čas in da je ta rob pretveza za nekaj drugega, ker mi ni bilo jasno, zakaj bi šli ropat. Ne? Sem že mislil, da bo tle kradl na črte, ker sem pač idiot mislil, da bo vse ena sezona. Ne? Potem pa padajo v zapor. Ne? Zdaj seveda, tako kot je Mito rekel, to je z vidika razvoja lika pomembno, ne? Ker v resnici tam ga vidimo, kako ga počas pripelje v ta upor, kako je najprej ciničen, kako ne mara sodelovati, kako je on posameznik, kako ga morajo kupiti dejansko zapor, on bo edini plačen, ne dela tega iz prepričanja, ampak potem dobi skratka tale manifest, ki mu ga zapusti tale Melši. Če Melši je zapornik, zapustimo ga pa, kje pa si? Nemik, ki mu da ta manifest in potem on posluša ta manifest, pozneje pa, ki že zbeži in hoče živeti, ne vem, civilno življenje, ga pa seveda ugrabijo oziroma po napaki, po birokratski napaki, ki jo je seveda sam zakrivil, ker si je vzel drugo ime in je stal tam, ampak po čisti taki neumnosti, ker zapirajo dobesedno vse, ki so tam mimo šli zaradi nekega, ne vem, kaj je on naredil, domnevam, da pač nek rob, ga zaprejo še njega. Tako, in potem pristane v tem zaporu, kjer še mu razbijajo to neko deziluzijo, ker vidi, kako ravnajo z ljudmi, ker to so zaporniki, iz katerega nikoli ne bodo išli, čeprav jih ves čas nategujejo, da bojo lahko šli na svobodo. In šele potem, ko naredijo spet birokratsko napako, tu je birokratska napaka, tam tista je policijska, čista tipična napaka, sploh ni napaka več, to je tipična policija. Birokratska napaka, da zapornika vrnejo v isti zapor in na isto nadstropje. Tukaj zafrknejo in potem morajo celo nadstropje ščistiti, ker se ti zaporniki zavejo, da je njihovo ječa pač trajno. Tako trajno. Čas ni rabel hudi. One way out. Meni je bil tako mal vibe, da smo reality show začeli gledati, kjer Floor is lava. Pa res, to pa smo precej. To je ta igrca. Ampak drugače, meni osebno so bili te deli najboljši. No? Andy Serkis. Mislim, kako mu je ime? Kino je. Mislim, itak fenomenalen. V bistvu resnic sploh ne rabi ful veliko podlage, da naredi lik res vrhunsko. Da ga čutiš, da veš, kaj si misli, kako operira in vse. In v bistvu njegov preobrat, da bo zdaj bo pa naredil nekaj, zdaj bo pa pomagal, zdaj pa dosti tega sranja. In na koncu njegov propad tam v zuniji, ki reče, da ne zna plavati. Tiste je bil pa kar brca. Tiste je mene tako, fuck, ne, da ste mi zdaj to naredili. Pa bila sem tako, ne, pejt z njimi, se te lahko naučijo. Si odrasel človek, si ti pa je povedal, kako je treba roke in noge uporabljati. Mašite ručicama. Sam ne panike delati, vse bomo zrihtali. Sam pol pač
Diego pade v vodo, ker ga porinejo. Tako da v bistvu rešitve ne najdeta in je tako šit. Tisto me je pa zabolelo. Tako, jaz imam zelo grozen občutek, da ga bomo videli v drugi sezoni, popolnoma nerazpoznavnega, pač ubitega z ubitim duhom. Ne, ampak kako misliš, da bo drugače ratal lahko ta Chancellor ali karkoli je? Ja, Snoke. Misliš, da bi njega naredili? Ne, mislim, da ni. Ampak mislim, da ne bo on Snoke, ampak če bo čist zlomljen, si videl, kako Snoke zgleda. Ja, sej. Malo ga bo raztegnil, ga bo veš na tej zalnici, bo že postal tako velik. Meni je všeč, kako je, meni so bili tudi tile zaporniški deli, so mi bili eni ta boljših. Mi je pa všeč, kako je ta trilogija teh 3 delov najbolj ponazorila, kako so se tle igrali za prezentacijo okolja, ki je zelo pomembna v bistvu za celotno serijo, za sezono. Tam imaš Aldani heist, kjer je to okolje, njihova majhnost v tem okolju, pa potem ta manjšina, ki je izčrpana oziroma vedno manjša, so nek genocid nad njo izvedli, pomembna, kako je to okolje vso pomembno za ta heist. Potem kak je zapor, kako je konstruiran ta zapor, kako je zgrajen za ta Floris Lava varianta, kako je to pomembno za razvoj lika, kdaj se on odloči, zdaj pa dovolj, zdaj pa stopil v to sranje. To veš, tako okolje tle, v celotni seriji se mi zdi zelo pomembno pa brihno konstruirano. Tudi Ferrix, samo to rudarsko scavenger mesto, kjer oni rudarijo kovine iz teh odpadlih vesoljskih ladij, pa plovil, pa da se potem to pretvarja vse v neki, kako bom temu rekel, ne vem, tribal metal musko, a veš, kad to učejo vse posod po nekih kovinah. Ja, mislim, pa ti ceglija. Ta elektronska muzika, rave, tudi basically izhaja iz Detroita, iz zvoka mašin, avtomobilske industrije. A veš, ta neki delavski vibe, ki je tle noter prenesel, mislim, vse na tej ravni prezentacije se ful lepo uklapla noter. Ponovadi za Star Wars rečeš, ali pa je prezentiran na način, vse je science fiction, pa je vesolje, pa je pravljica, ampak pa ima neko patino, še posebej, če ga kontrastiraš z Star Trekom, kjer je vse spolirano v nulo. Ampak nikoli pa ne vidiš, kaj je pa prineslo to patino, kaj je za to patino. V bistvu, kdo so ti ljudje, ki so, ne vem, naredili te, umazanije, pa praske in cegle in tako naprej. In se mi zdi, da v bistvu tukaj je pa to okolje, ki je bilo posneto ne v volumu, ampak zunaj, realno, da je v bistvu pa, mislim, na realnih lokacijah, da pa ful prišlo prav. In to se pozna, zelo dobro pozna. Ja, jaz, če se tle navežem na vizualizacijo vsega skupaj, je fenomenalno. Vizualno gledamo zgodbo brez tega, da zares rabimo globoke like zraven. Zato, ker nam vizualno vse čas dajo slike, ki nam govorijo vso to zgodbo. Že sam na začetku, ko pridemo na Ferrix in je tista stena z rokavicami, mislim, meni gre zdaj, kot si ne. Tako noro mi je bilo, ko sem tisto videla, je bilo tako, ok, mi zdaj vse vemo, kaj se dogaja tukaj, nič veliko nam ne rabite povedati. Pridemo v ta buržoazni sloj, v tiste bele sobe oziroma teh krem barvah. Ne vem, vse ta mal, kaj je že, pozabila. Nima veze. V glavnem stil oblikovanja in kako je sedežna narejena in kako je miza narejena in kakšno je okno. Vse ti daje vse čas zgodbo konkretno zraven in vizualno je pa to zame res vrhunska serija. Ena od najboljših. Absolutno za fotografijo bi rekla, da tukaj so bili res nadarjeni ljudje. Čist podpišem. Tudi posebej všeč me, kako so na Coruscantu najdli dva taka lepa kontrasta. Ena ta Mon Mothmin rezidenčni apartma, karkoli pač ima, kjer so ti bogatuni ob teh večericah pa sestankih za fundacije in kaj pač je tega še. Pa potem tale spodna klet, kjer pa živijo tile majhni bilokrateki, predvsem tale, kako me že ime, za svojo mami. Ciril, ja. V bistvu prav vidiš, da v bistvu dvigala gredo na Coruscanto tudi levo pa desno, gor pa dol, in v bistvu ima neko zelo lepo vertikalno logiko, in ko te prepelje tam dol v neko klet, prav čutiš, tle so pa ti ta majhni ljudje, naši delavci, naše čebelce. Ta zgornji hodijo po teh, ne? Ja, pa so v avtomobilih, pa imajo svoje voznike, tle pa kaj v bistvu ona mati celo reče sosedi, tam preko, kva ti bulš tlele, veš, taka neka bolj
taka slovenska vasa, veš, skoraj da. To je tako tam, ker se Ljubljana počasi razvija s temi velikimi stanovanji in stolpnicami, s katerimi bojo bogatuni Šiška, v Žižka bistvu. gledali. Ja. Uboge mravljice. Ki smo valeji, ali kaj. Se že lutanje pod njimi, ne? On svojo to trgovinco, imaš ta feeling tega intergalaktičnega shopping centra, ki so vsi tako nagužveni tam not. V bistvu resnic od ozun sploh nič ne vidiš, ampak imaš ta feeling te ujetosti znotraj tega poslopja. Se pravi, vizualno. Moj najljubši prizor je pa v bistvu tak, Luthen, oziroma pač, ko ga vidimo prvič, kako on prestopi v karakter, ki ga igra za pač te bogatune. In ki ga že vadi, preden stopi ven, vadi roke z rokami in tako, in frizuro si popravi. Ja, pa tisti nasmešek. Suljo, ja. In takoj postane en tak čist drug tip človeka, in ko ga prvič pač vidiš, ki tam v trgovini sprejme, sicer mislim, da ravno Mothma, ampak je tako čista narejen, živijo, ja, tu imamo kot taki gizdalinček. Ampak izjemno res. Telan, poroči se z mano. Kakšna igra, jaz sem bil res totalno navdušen. Pa ti njegovi šekspirijanski monologi, ki tok pašejo, tok si tako, še več povej, še dej. Lahko bi ga gledal tako eno celo epizodo, kako je pred špeglom, pa malo iz 25. ure Edward Norton, monolog, pač tako, jebi se Mothma, jebite se Imperi, jebi se ne vem kaj. Res, noro. No? Jaz moram reči, da igra v tej seriji, na koncu je še tako, pa Diego Luno res cenim nad vse, se pravim, zame so pač Narcos Mexika celo boljši od originalnih Narcosov, ker je pač on, čeprav je bil izjem Pablo Escobar, je pa on še boljši Gallardo. Ampak tle noter, pač ko Stellan prevzame, kaj bi jaz rekel, ko pride on od tistega trenutka, ko on je res neverjetno pač kakšna igra, pa vsi so zelo, zelo dobri. No? In tle res pač pohvali tudi scenarije, kjer je pač imaš, kar smo se že pogovarjali, ne samo, da ti vizualno že dost povejo, tudi scenarij ne jemlje gledalca kot neumnega. Pač ti vohunski štosi, pa neke stvari ne pojasnjujejo ti vsake stvari, kar mene vedno tako razkuri, ko mi morajo vse pojasniti. Ne, v vohunskih filmih vohuni se ne pogovarjajo tako, da si vse razložijo. Oni že vejo, o čem govorijo. In to se mi zdi pač amazing. No? Pač neverjetno zanimivo. Zakaj to v angleščino padem, ko sem navdušen. Jaz imam zdaj tu eno vprašanje. Če se ti poročiš s Stellanom, a boš posvojil Aleksandra? Ja. Močan fant, moram reči. Aljoša Skarsgardsona. Interne stvari, ki jih jaz ne razumem. Mogoče boljš, da ne. Veš, jaz Diega nisem nikjer prej videla, razen v Rogue One, oziroma v ta prvi rdeči. Sem počakala zaradi tega. To je tak najstniški film, Rdeča panda. Bi bil, ja. Zato ne poznam njegove širine. Ne vem, kaj je zmožen narediti. Tukaj mi ni pokazal veliko. Ja, gledaj, počakaj druga sezona še. Ja, no. Se mi zdi, da je imel navodila sam Tibot, sam nevoljen. In pa je bil nevoljen. V bistvu še en hiter kat je na YouTubu, da v bistvu Andor non-stop govori vsem, da mora nekam iti. I need to get out of here, we need to get out of here. I'm not staying here. Sam bi živeš. Ja, to smo ta feeling, se mi zdi, da takoj v prvem delu, ko hodi po tistem zelo cyberpunkovskem industrijskem mestu, kjer išče svojo sestro, tudi ne vemo, kaj se s tem zgodi. Tam on obstane nekako, on samo beži še od takrat naprej. Do pač tega zadnjega trenutka, kjer se pa res preda, Luthenu, da pač tlesen počme ali pa me, sprejmi med vrste. To se mi zdi tak. Ja, ki si glih omenil ta začetek, jaz sem tako se je začel zelo film noirovsko in sem bila, to sem naredil. Film noir bom gledala, 5 minut kasneje ne več. To se imaš pa prav. Začetek je pa res zelo noir. Tako tak rajcer so naredili, pa so pa šli ven iz tega.
Ne, super, pa vsi liki, tudi majhni, ne vem, ona dva policaja v prvem delu, ne, ki sta pač v onem baru, pa kako se oni na hitro spričkajo. Predvsem en stavek od enega policaja mi je bil ta, that's a hard look for a little thing like you. Zato, fuck, stari, hud stavek. Pa v bistvu Paul, kako je že to malo mu ime, ki modre kosmiče je. Cyril. Cyril. Ko mu reče njegov nadrejen, da pač očitno je zelo šlo sam za neko nesporazum v eni gostilni noter, sem bila jaz, se je šlo stari, zakaj se zdaj ti rinoš tle zraven, ker v resnici je bilo to. Ja, se on tle mal, tle mogoče res on raziskuje dlje, kot bi bilo treba. Ja, se zato je small dick energy. On išče ves čas, ne vem, to majhno ribo, ki jo bo ujel, s katero bo šel naprej do večje ribe. Ves čas bi rad napredoval, ampak ne glih na pravi način. Zato sem rekel, da je Mira, da ona ful bolj smart to dela. Zato ima tudi višji čin že v osnovi. Deirdre, pardon, ne, Mira je mati. Mira je mama. Pri Cyrilu imam non-stop občutek, kot da on želi zadovoljiti neko avtoriteto, ali je to mati, samo tam je pač že poklapan, ko se vrne nazaj, ker je pač razočaral, očitno ona kliče nekega strica, kar je še dodatno žalitev. Bo on zrihtal šiht, pa nekaj. Hkrati pa je kao zaljubljen v neko avtoriteto, služil bi rad avtoriteti, on je res tak služen, ustrežljiv. Psihološko je zelo na mestu. Jaz sem gledala dokumentarce od ljudi, ki so bili naciji, recimo so se pridružili zdaj pač recimo neki novi naciji družbi in potem so hoteli iti ven iz tega in imajo pa ful probleme, da pridejo ven iz te družbe, ampak vedno razlog, zakaj so se pridružili temu, je pač konstrukt. Zato, ker doma ni ničesar oprijemljivega. Oni ti pa dajo, tako boš delal, pa te bomo imeli radi. To boš naredil, te bomo imeli radi. Ti imaš, v bistvu dobiš spisek, ker ga se moraš držati in pa si in si za life, kao. Sam ne. Zelo je tako, dobro je to narejeno. Zato sem rekel, da je zelo dobro podprta njegova. Ful. Zelo fajn, jaz mislim, da smo ogromno povedali. Imamo kaj, mi to pove? Fucking glasba. Glasba? Okay. Zdaj ne vem, je bil Goranson zopet zraven, samo mislim, da ne. Da to pač čist nismo ga zdaj zapisali, pa ga bom dal v zapiske. Ampak glasba je meni tukaj nekaj svežega, dobrega, predvsem omenili smo že ta heavy metal techno po plehih pa ceglih, ampak tudi vsak intro ima novo špico. Ne vem, če ste bili pozorni na to. Prvič slišimo bobne v Star Wars vesolju, prav ta drum kit, rock'n'rollovski drum kit. Tako je na par zelo svežih zadev, pa idej mi je bilo noter, zdaj ne vem. A noben ni bil pozorn na to? Nicholas Brittle je drugače. Aha, se mi je zdelo, da ni Goranson. Drugače je delal Moonlight, pa še 5 Nežne ulice, je bil Švitko Talk, pa Succession. Tako da, kar stvari pa She-Said trenutno v kinu. Ok. Meni je bilo cool to, kar je bilo zvoki narejeno. Na muziko se nisem toliko orientirala, pa priznam, skipala sem vsakič intro. Zločin. Grozno. Ali sem si pa nos brisala, ful sem bila bolana. Že takoj prvič, ko pride tale, ne vem, kako bi mu rekel, bobnar lokalen, na ta stolp gor in začne točiti. Sem bila, fuck, to je. In pa podpremo to z vsem točenjem v spodi in še Marvina izjava, ki od spodi reče, ki jim gre pač s tem ISB-jem na živce, to ropotanje v zunji, ki jim reče, počakajte, da ga bo konc. In je sam tako ful močen feeling. In tudi, ko ga je konc, niso samo nagradili, v Impro je ena zadeva, ki je rečemo, kdo je Slavko in to je, ki ti sam ves čas govoriš o tretjem liku, ki ga ni zraven in ga ful nahajpaš in načeloma nikoli ne pride do tega, da bo zdaj ta opravičil, ki bo prišel gor vse, kar si ti nahajpal.
tukaj so pa ful na hype ali pa upravičili to. Tako da, ja, ful dobro narejeno. Ja, zelo lepo je spet, pa tudi pri Star Warsih, predvsem zaradi John Williamsa, seveda glasba je izjemno močen element, ki je podprl ravno prave elemente, ne. Malo sem to pogrešal, mogoče v nekih drugih inačicah, kasnejših inačicah, ne. V Rogue One, ki sem ga tudi 2 dni nazaj gledal, glasba ni toliko v ospredju, ki se v bistvu predaja prej temu protivojnemu messageu, ne. Kadri so vzeti direktno iz vietnamskih filmov ali pa kaj tasga, ne, helikopter, ki strela. Tle pa ful dobro speto skupaj, ne, z to zvočno kuliso, ne, samih sound efektov, pa kako je v bistvu ta zvok vpet v dogajanje, ne. Pol pa še glasbena podlaga, ki naprimer meni osebno prav na koncu 3. dela, ko je z montažo ful dobro zmontiran pobeg / posvojitev Andorja strani Marve, ko pobegnejo z tistega njegovega originalnega planeta / pobeg Andorja z Lutenom, ne. To je masterclass tega, kako emocije napumpaš, kako montaža dela ful dobro. In tisti del me je totalno kupil. Če sem bil prvi 2 še nekako skeptičen, kva je to, ne, veš, isto sem imel kot ti Rahela, pač nek zadržek, kaj je to res Star Wars, ni, kva gledam, sploh ne tle, sem bil čisto on board, popolnoma. Meni pa je tale, če se čisto na začetek vrnem, ampak tudi na to navežem, da se ne zgodi. Prva 2 dela sta slov. In prav tako, ko pomisliš v, ne vem, tak zadnji tretjini dela, se ni kaj dosti zgodilo. Ampak bil je pa ful dober feeling, ful dobro ti je prikazal ta life, kak je, in te lepo počasi odpeljal, da ti potem da akcijo. In isto tisti kratki trenutki akcije, ki so tisto, ko Luthen ima vesoljsko bitko, tisto je genialno. Ne pričakuješ tega, ni nahajpano. Zdaj tako, a ga bo doblja, jih bo prepričal, bo uporabil neke vrste Jedi mind trick ali karkoli, ne. On ima tako, v niči jih gre dalje, ni jim jasno, kaj se je zgodilo, ne. In zdaj pač ja, mi je ful všeč, da so te stvari noter, ampak da ne gledaš sam zaradi tega, no? Da ni to point Vojne zvezd. Ja, pa da ni v bistvu neko odkljukavanje nekih določenih točk iz Wikipedije ali pa nekaj tasga, ne? Da v bistvu je taka zelo naravna zadeva, ki je v bistvu v službi zgodbe, ne? Veš, da ni samo prepopana zaradi nekega servisa, fan servisa, kakorkoli. Kot recimo, da pride Luke Skywalker. Ja, ali pa da je Luton neki Darth Sith, nek Jedi, ki je kar nekaj. Lej, 2. sezona je še tle, fani. Ne pozabi, da je Miki Miška tle. Če ga bratranec bo. Jaz mislim, da sicer kakšne stvari se bo izzihrali v 2. sezoni, ampak upajmo, da bojo seveda ustvarjalci zadržali to, jaz tudi mislim, da stran od nebohodstva. Ja, jaz bi predvsem bi rad videl iz Star Wars Rebels risanke, nek crossover, pa ne mislim toliko pač Ezro pa Kenana, ampak tam so tudi nastanki upornikov, ne. So Gerera je tam, pa še ne druge odporniške celice, ne. In maksimalno, kaj bi jaz podpisal da bi bil za nek Jedi crossover Ahsoka, ki je tamle v Star Wars Rebelsih tudi ima vlogo noter, ne. Ampak da se v bistvu tu eni liki pojavijo, naprimer to bi rekel, da je nek upravičen fan service, ne? Predvsem do te risanke se mi zdi, da je v bistvu malo zanemarjena, ne? Predvsem v teh lestvicah in tako naprej, ima pa ful kvalitetno. Kaj pa je z Ahsoka serijo, tista se dogaja v istem času kot Mandalorian ali med uporom? Ne veš, če se čist dober, ampak jaz mislim, da v času se dogaja mal prej. Jaz mislim, da je poanta, kako je ona prišla v Mandalorian, zato ker ona tam omeni neki. A ni, da ona v Mandalorian neki omeni, da je že nekoga, nekomu se maščevala, nekoga pa še išče. Jaz mislim, da ona išče, da bo to skratka po originalni trilogiji / Mando timeline, pa da je to Admiral Thrawn zgodba, ne? Ta moder veliki admiral, ki se v Star Wars Rebelsih pojavi, ne? Pa tudi ena par knjig ima in da bo iz tega črpal, ne? Ker je tam precej dosti zanimivega štofa. Ne? Kar se pa tiče tu pri Andorju, je pač tale zadeva, ne pri Rebelsih, bolj, pa mogoče Ezra, da bi se kaj tam pojavilo. Pri Ahsoki, no, prav specifično. Ja, tako da ne vem, če za to odgovor. Mislim, da bo kasneje. Ne, mene v bistvu zanima, če se bo dogajala Ahsoka v tem času z Andorjem hkrati. Ne vem, mogoče. Se pravim, v Rebelsih nastopa kot njen lik je ime mu je Fulcrum in Organa, ne? Senator Organa, foter od Leje, jo najame kot povezovalni element med različnimi frakcijami, ne? Da ona prenaša sporočila,
pa da jim pomaga biti bolj organizirani. Tako da, Imenuje se dobesedno Fulcrum. Fulcrum, ja. To je en od programov v Born seriji. No, jo, pa še toliko za Gilroya primerno ali pa prikladno, da se vklopi noter. Ne, tako da. Ja, mislim, doše imajo za raziskati in pa dosti je res lahko brez Skywalkerov in Jedijev. Ne, všeč mi je tudi, da v bistvu rekli so, 2 sezoni bosta to. Nič več se ne gremo. A ne bo še film? Ne, mislim, da ne. Aha. Ne, se tudi film, a veš, Rogue One imaš, to je po mojem čisto zadovoljiv zaključek za serijo. No? Ja, se je. Ja. No, ampak pol še vedno lahko Gene Erso serijo naredijo. Lahko pa, da je Cassian preživel. In zdaj bo Joker ali pa nekaj. Super, ja, v Arkham Asylumu se ga pojavlja. This is just me or things getting much crazy. Pa tam se srečata pa z tem kinojem. Aha, ki jih je oba sta padla v neki. Ja, kinoloj pa postane Aquaman. Ja. Od nekod Aquamana. Ja, Če je že Alfred. Ja, ker se utopi. Ne moramo zdaj tako mešati univerze, no. Tako trupeni v zunji bojo tako, ne, dosti imam, ne poslušam več tega. Ne, trupeni si ne more pomagati. Kratka, jaz mislim, da je bilo to za Andor. Definitivno je treba reči, da je to treba pogledati. Če ste pa fani Star Warsov, pa absolutno morate pogledati. Ampak mogoče boste razočarani. Ne, to ne bo. Rahela nekaj strašila, ampak zdaj potem, kar je vse povedala, je tudi ona nadušena. In ko me čaka druga sezona. V redu si zdaj mansplainal, stari. Končno si lahko razložil, kaj si mislijo. Drugač pa ja, vmes bomo seveda gledali še Ahsoka, gledali bomo še 3. sezono Mandaloriana. Bad Batch. Pa Bad Batch je ok, kot risanka. Drugač delajo zdaj cel kup nekih stvari še oni. Če kaj že una neka še ena v Rebelih bo, kjer bo igral Jude Law. Kako je že tist? Ne vem, skratka še ena neka, ampak tisto je pa prav. Ja, The Acolyte. Ja, The Acolyte, hvala, Mito. Tisti je še, po mojem, bo vse to še pred, ali pa kaj pa vem, zdaj, če jo snemajo, jaz pričakujem, da bo seveda drugo leto v podoben čas, se pravi novembra. Ja, ne vem, mislim, da 24 načrtuje, da bo en prišel. Ja. Andor? Ne, Andor je 2 leti snemanja, Ahsoka bo naslednje leto. Aha. Andor je 2 leti, pa kaj še bilo, zdaj tudi nekaj, kar se je končalo, pa je bilo dobro. Te zdaj serije, ki so take bolj fancy, to 2 leti na sezono. Vsi mislim, glej lokacije, pa vse skupaj je treba. Lokacije. Daredevila bojo snemali večino naslednjega leta, tako da mislim, od februarja do decembra. Moj bog. Ja, treba iti v New York. Bojo mogli imeti še božično epizodo, zgleda. Ja? Jaz bi še dodala eno stvar, ki mi je bila zelo zanimiva. Zdaj ne vem, če je res ali ne, ampak zasledila sem to kot zanimivost. Da ne bi v scenariju Marva na koncu svojega govora na projekciji rekla Fuck the Empire. In mi je ful žal, da je bilo to zamenjan za Fight the Empire. Zato, ker se mi zdi, v to serijo bi pa to pasalo. Ja, meni tudi. Tako dajmo biti zares odrasli, pol, ne, če smo že tako začeli. Ja, jaz sem tudi bral o tem. Ja. Mislim, da je potem, da so posneli, ker pač njim vsem je bilo popolnoma normalno, da bo to tam. Tako da je potem, mislim, da Disney interveniral. Miki Miška je rekla, let's keep it kid friendly, vsega tega ubijanja. Pa tako, kakšen ima pa PG ta serija? Wow. 13 plus ti napiše na Disney. Za najstnike in gor. Ja. Po moje, ne vem, bom šel prav pogledat doma, veš, če lahko z usnice razbereš, kao prav. Da je nasnet. Ja, ker mislim, da je bilo prav tako, oni so že prezentirali ta del, ne, pa so bili v Disneyju vsi, čakajte malo, ne, to pa mogoče ni tako kosher, ali kaj, ne. Tam je pa zelo podobno, ne. Ja, rečeš, je fight. V bistvu efekt je isti, ne. A ni, efekt bi bil bolj močen. Meni bi bilo bolj všeč. Ja, meni tudi, ja. Samo najbolj mi zmaga pri tej sceni je to, da dejansko ona postane orožje v tem ceglu, ko potem ta njen, mislim, Andor je polbrat ali kaj, ne, pač začne toč vse tele Stormtrooperje z dobesedno Marvo, no. Ta cegl, to je. Veš, še to,
Če bi bil še fakt na temo gor, ajde, toliko boljš. Je pa ta druid, ki ga prvič srečamo tukaj. Bitu emo, ali kako je. Bitu emo, ne? Ja. Je mal preveč emo. Ja, res je revež, no. Ja. Tako nič ni za res veliko od njega, samo eno jamranje. Meni se pa zdi ful, Ko si je sam, prepuščen samo. meni je pa ful primeren, če ga primerjam z temi glavnimi druidi, ki so torej R2-D2, ki se sam fura kome da okorno skozi, kar je tak ful lep simbolček za Lucasovo ero Star Warsa. Kome da shendlamo to zgodbo, ampak ajde, gre, veš. Pol imaš pa, kak je že, B2, ne? BB-8. BB-8, ne? BB-8, Ki se sam kotali skozi zgodbo, On ne? pa Kot nostalgija, ne? tako. A veš, tale pa ima samo tale gor pa dol, shajanje, pa sesedanje, pa tako naprej, pa se mi zdi, ja, to je ful primerno za točno to zgodbo, veš, kaj mislim. On se nikam ne premakne, cel cel se mora polniti, bogi reveš, ne. Ta baterija je že ful švoh, ne. Ja, lej, tle še Apple delal. Pa povrhu še je cla, Ja. a veš. Ja. Bolj pa ne pozabiti, vmes si imel Han Solo film, kjer je ona bila seksi robotka in je bilo namigovano, da tale, kako mu je ime, ko ga igra Glover. Ja, no. Lando. Ja, da ima ta ona dva razmerja. Ja, jaz Ja. mislim, da je bilo razmerje. Ja. No, Mislim, platonsko, no, mislim, konsenzualno, kakorkoli. Konsenzualno. Jaz mislim, da tudi R2-D2 kar dost skora. Se nam sto pouka s svojim orodjem, neke tuje računalnike. To se priklaplja. Ja. Ko me čaka, da kam pridemo, se tako, a se boš priklopil? Ja, seveda. Ja, zato pa žvižga tako veselo. Okay, zdaj pa Okay, še resno. ena zanimiva stvar. Marvina hiša je bila zgrajena iz pravih delov starih vesoljskih postaj. Ja. Tako da v bistvu Petunja, ne vem kako je ime, Marva, igralka je bila ful navdušena in je ves čas pa tako je ven hodila in gledala in vse je bilo ful the best. In zato je tudi tako dost nizko vse skupaj. Tako, ja, to je ful zanimiva. Lepa. In zdaj ima to po moje v dnevni sobi doma. Ne more biti, če druga se... ja, sem jo umrla. Ja, mi v drugi sezoni ne bomo več se vračali tja. Zdaj ne v to bajto. Skratka, Mito je seveda pripravil Star Trek kotiček, ki ste ga nekateri že zelo, zelo pogrešali. Zato se tale rubrika slavnostno danes vrača. Mito, s čim si primerjal Endor v Star Warsih? Primerjal sem ga z dvema pojmoma ali pa dvema organizacijama. Eno so Makije iz DS9, ne, pa / Voyager, kjer so pač uporniki proti Star Trekovskem birokratskemu sistemu, ki je pustil pač določeno število ljudi na strani kardasijanske meje. Pol pa imamo tu še pa tale vohunski aspekt, je pa ta Section 31, ki se v DS9 pokaže in malo v Enterpriseu, pa neki v Discoveryju, kjer je pa tale neka mračna organizacija, za katero noben ne ve, da obstaja in je od začetka nastanka Federacija planetov, ampak so taki rogue, vohuni, ki delajo v bistvu moralno sive zadeve, zato da lahko vsi drugi živijo v tem veliki utopični blaginji. Ne? Izmed vseh teh dveh konceptov bi mogoče najbolj izpostavil DS9 del iz 7. sezone, 16. del Inter Arma Enim Silent Ledges, kjer se pač tudi gre o tem, kako so eni določeni agenti, liki, pripravljeni iti do konca zato, da bi ohranili točno ta mir. Podobno kot v Andreju. Ja, samo da se oni upirajo, tle pa oni vzdržujejo. Ja. Super paralela. Evo, dobili ste Star Trek kotiček nazaj, nehajte se pritoževati posod. In smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, kjer ima seveda Rahela to prednost, da prvo pove, kaj špila, bere, posluša in gleda. Špilam trenutno Ori and the Will of the Wisps. Aha. To je zelo lepa. Arkada v bistvu zapakirana bolj v 3D. No? Ja. Tako fulušen. Šele zdaj, ko si to povedal, ker sem naslov prebral zadnjič, pa sem bil, kva je to? Ori je drugače, sam Ori je ful na veliko. Včasih, ko se počutim zelo tako uničevalno, grem igrati Tonija Haka in pa se derem na njega, da je nesposoben in da si bo zlamo križ vaš čas. Ampak ti ga kontroliraš. Ki dam gnev.
Ja, jaz sem tista, seveda, ampak je on kriv. No. Absolutno so vedno vsega krivi. Vsega ste moški krivi, a še ne veš. Hvala za to informacijo. Bom preveril. Berem Luciferko od Svetlane, kar perfukjeno. Si mislim, Ja, dober. Gledam Casla. Resno. Resno sem v zadnji sezoni, nisem ga nikoli prej gledala redno. Vedno imam eno serijo, ki lahko likam zraven ali pa kuham ali pa nekaj delam, ker ne vzame zelo veliko fokusa zame. In trenutno je to Castle. Okay. Sem pa danes začela gledati tudi Acapulco, je pa kje na Apple. Na Applu je, ja, na Applu je. To ni, kaj je to Acapulco? To ni Acapulco hit iz 90. Ne, serija je tako taka komična serija, ki se bo je dogajala v 80-ih kot ljubiteljca tistega časovnega obdobja. Sem bila tako, ajde, dajmo, ful so tako take močne barve, malo me že tako Wes Andersonski, ja. Sorry, ja, hvala. Ne bom ponavljala. Feeling in mi je zato bila zanimiva, sam sem za enkrat samo en del pogledala, tako da ne vem, kaj bo. Lepo. Igor, ti si na vrsti, ti tudi nekaj špilaš zdaj le. Ja, God of War Ragnarok. V redu je, mislim, to je prva God of War igra, ki sem jo igral. Aha. A ja, vem, da Igor je dobil PlayStation. Ja. Da sem že to vsi zvedel, oziroma si ga je nabavil. No, Ja. In je v redu. Mislim, da ful je, saj zdaj na začetku, zelo velik del teh cinematic scenes v primerjavi s tem, koliko moraš igrati. Mislim, bistveno več kot pol, tak na prvih par urah špila. Ampak so vrejo narejeni, no, zelo lepo, ja. Potem pogledal sem končno, poleti je prišel ven na Netflix Apollo 10,5, A Space Age Childhood. Rotoskopiran film Richarda Linklaterja, torej njegov tretji, če se ne motim, ali pa četrti. Najbolj znan njegov rotoskopiran je Scanner Darkly, ki je odličen film, tole je pa pač zelo dober in je o odraščanju v 60-ih v Houstonu, kjer pač je NASA in oče od glavnega junaka je vodja nabave pri NASA in pač vse, kak je cela skupnost vpeta v to in potem še hkrati ima eno tako fantazijsko idejo, da pač mu NASA reče, ok, mi smo pa zajebali kapsulo, smo naredili premalo, enega otroka rabimo gor poslati zdaj. Najprej za te stran, pa pač boš ti to in... Glavnem, zelo je lušno odraščanju v 60-ih, predvsem prikupna zadeva, Linklater, zelo... Čakaj, samo tudi za hitro intervencijo, a je on tudi naredil Waking Life? Ja. Isti, ne? Tisti je prvi rotoskopiran film, pa je bil on drugi. Drugače je naredil tudi tele Before filme in cel kup drugih, kaj že bil on. Dazed and Confused, recimo, je odličen. Tako da to ful priporočam, če imate Netflix, vas ogled dobesedno ne stane nič. Naročenje na Netflix. No, ja. Če že imate. Ne? In isto, če že imate Amazon, so dobljeno super sci-fi zadevo, ki je romantična komedija. Meet Cute igrata, zabo ime, ona iz Big Bang Theory, ta glavna igralka. Penny. Ja, Pete Davidson. In v bistvu je time travel zadeva. Ona gre vsak dan, ima ful v redu zmenek z njim, ker se pač slučajno srečata in potem gre ona vsak dan tam na pedikuro, kjer imajo zadaj tanning salon in ko gre v ono zadevo, lahko gre nazaj in potem gre spet znova na zmenek z njim in potem probava stvari, da se drugače izpeljajo, zato ker je to najboljši dan in to malo obsesivno rata. In glavnem, ful zanimivo raziskuje te koncepte, sploh ti ko pogledaš do konca ni jasno, kaj je Nataša Lyonne rabila delati celo sezono tega. Mislim, Okay. je pa ful bolj simpel in rom-komik kot Russian Doll. No. Pogledal sem Armageddon Time, kar ni o apokalipsi sploh, ampak je ful dober film o odraščanju spet, ampak ful bolj dark od onga, ker to
odraščanje ni v 60-ih, ampak je v leta 80. Okay. In se začne s tem, da so volitve oziroma intervju z Reaganom, ki še ni predsednik, in razlaga, da pač zdaj, če bomo dali gejem neke pravice, pa to pač vodi do Sodome in Gomore in apokalipse. Boj se je zmotil, stari. Ampak ajde. Ja, ampak na koncu pa zmaga volitve, konc filma, pa vmes se še en kup stvari zgodi. Bom dal link, sem napisal review za MMC, pa je dost, ne vem zdaj na široko razlago, dost kompleksen film, je pa zelo, zelo dober, meni bo en boljših, kar sem jih letos videl. Na HBO Max pa sem zdaj že skoraj do konca pogledal Sex Life of College Girls, ki je lahkotna romantična komedija. Mindy Kaling je naredila malo tak ima neke povezave recimo z Girls ali pa Sex Education, ampak je ful bolj na easy. Tak ful. Ni zdaj, da ima kdo kakšne resne probleme. Imajo tak fulušen humor, je tak v tej drugi sezoni dobil enega tipa, ki je climate refugee, ne? In so vsi tako, kako cool, ne? In pol je to tak en čist nabildan white guy, ki je iz Kansasa, kjer je tornado odpihnil jim faks in zdaj pač prišel k njim v New England. Ja. Tak, no, zelo pa fan je, pa na easy pa urce mine, tak da ja, to priporočam. Kansas pa tornado, to je Superman. Ja. Okay. No. Superman, Kansas in tornado ti je prva asociacija Superman. Pa Twister. Kaj pa? Twister. Kva? Kaj pa ta tretja, najbolj obvious stvar? Čarovnik iz Oza. Ja. Vse je naštel prej. O ne, Ljuša, ne moreš ga še imati za asociacije. Glej, Vito, nekaj je postalo jasno. Flying Monkeys niso tvoja nočna mora. Ne, to pa res ne. To pa res ne. Prej rumene ceste bi me prestrašil kot pa Flying Monkeys. Ali pa robot s srcem. Mito, ti si na vrsti, seveda. Jaz sem pa pogledal serijo 1899. Celo? Celo, na Netflixu. Kaj je to? Že celo si pogledal. Ja. Kaj je več sezon bo? Ali kak bo več sezon, ni še zaključena. Torej, priporočaš, da počakamo, da bo zadnja sezona in takrat se binžnemo, tako smo pri Dark, ker drugače bomo pozabili. Jaz sem Dark sprot gledal, tako da ne vem, nimam te izkušnje binžanja teh dveh zgodb teh dveh producentov. Moram reči, da je dostojen naslednik. Zdi se mi, da ni sicer dosegel vse v tej sezoni istih vrhuncev, kot jih je Dark. Je pa podoben zasuk, oziroma tako bom rekel, podoben ustroj idej, pa premetenk, ki te vlečejo iz dela v del. Mogoče je malo preveč narejeno, na vsak del je kao cliffhanger in potem je, what the fuck se je ravno kar zgodilo, kje pa, odkot pa ta ti, pa kdo si ti in take fore. Ampak je na koncu tako lepo skupaj povezano, mogoče mičkem predvidljivo, ampak zelo, zelo kvalitetno. Še posebej, če imaš v oziru, da je to pač visoko proračunska evropska produkcija. Všeč so mi liki, všeč so mi jezikovna struktura noter, ker so pač to neki potniki na ladji, ki grejo iz Evrope v New York in so seveda različnih narodnosti in vsak se pogovarja v svojem jeziku. Zato so tudi priporočali, da v bistvu preveriš svoje jezikovne nastavitve v Netflixu, da imaš ta pravo verzijo, da ni zgolj angleščina all over the place, ampak imaš res danščina, španščina, francoščina, nemščina seveda, ne pa angleščina, ne, kitajščina, tako da ni da nino. Je pa fino, no, fino. Cool. Imaš, bi se tako fino, ne. Pri tem bom ostal. Pa začel sem gledati Wednesday. Ja. To sem pa že pogledala. Malo sem zadržan, ampak bom pogledal do konca. Pri enem tretjem delu sem do zdaj. Malo mi gre na živce, ker delajo z njo kot likom, ker ona je kao ful emocionalno nedostopna. Ne? Kristina Ricci portret ali pa tisto, kar je bilo tudi malo v animacijah prikazano. Ne? Tukaj pa ima ona, fuljo probajo nekako polepiti za tom high school trope, čudaška deklica v srednji šoli. In se mi zdi, da ne vem, če je najbolj uspešen meč. Kako se bi tebi zdelo? Ne vem, meni je na splošno bila fajn serija. To tudi meni je dobro, ne me narobe razumeti, samo tako.
Tako, tudi rado imam Adamsove, ful rado imam Adamsove. Tako in tako sem Aljoši rekla, ker sva se pogovarjala, se mi zdi, da Adamsovi so zgodba o sprejemanju in ljubezni v družini in to se absolutno projicira skozi. Če mi je čisto vse cool, kar so z likom naredili, ne? Ampak se boš videl, no? Okay. Je kar ok, no? Ja. Okay. Ampak je pa spet zelo lepo posnet. V bistvu mi je bil tudi, mislim, twist, zdaj ne morem glih reči, zato ker sem na koncu že vse skupaj pričakovala, ampak dober narejen, tak nek, mogoče malo bolj mladinski. Ne, jaz to gledam skupaj s hčerko, tako da gledamo dosti počasi in mislim, se ji dopade. Ne? Ja, jaz bi absolutno rekla, to gledajte z otroki doma. Ja. Ne, mislim, da tukaj, ne vem, kako bo šlo naprej, pa koliko berem reviewe, v bistvu zelo kvalitetna zadeva in to se vidi. Moti me samo mogoče, da dajo Wednesday nekaj, kar ne bi pričakoval, da v bistvu ima ona neko zamero domati, ki jo skuša narediti isto kot ona. In veš, Wednesday nikoli ni imela teh problemov. Ona je v bistvu emocionalno čist, katatonična na pol, razumeš? Tako sem jo vedno jemo do zdaj. Tukaj je zdaj pač neka nov portret, pa ne da me zato odbija, samo gre se za kontrast, ki ga imam. Ja, sam če delaš serijo, koliko je pa kar težko narediti, da ne morajo biti vsi Andorine. Lepo si povzela to epizodo. Super, Mito, fajn, tudi jaz sem kar nekaj stvari pogledal, posebej zdaj ta vikend, ker sem bil bolj nepremičen. Pogledal sem All Quiet on the Western Front, na zahodu nič novega, je to po slovensko, ki je na Netflixu, protivojni film. Meni se je zdel sicer zelo dober, ne me narobe razumeti, mogoče po moji oceni na Letterboxdu zelo dober, ampak nisem izdel, da je dodal karkoli novega v žanr antivojnega filma. Zelo dobro je narejen, prikaže ene stvari, hkrati pa tok neki skače med liki, se mi zdi, oziroma ni to, ko se redotoča na glavni lik, tako da mi je bilo zanj bolj ali manj vseeno. Koliko ti je v primerjavi s knjigo? Veš kaj, da knjigo sem pa bral, kaj vem, koliko cajta nazaj, to se je zdaj biti zelo težko ocenil. Vem pa, da so spremenili eno ključno stvar in to je smrt pač glavnega junaka, zdaj jaz mi upam, da nobeno od tega ne kvarim. Mislim, knjiga je iz 20-ih. Kratka, in so pač v filmu je prikazano dost manj, v knjigi je dost bolj grozljivo prikazana njegova smrt, oziroma njegov veselj, dejansko ima on na koncu nasmeh, če se spomnim, mrtvo truplo ima nasmeh, da se je rešil tega. Tle noter ni, je nek mal drugač narejeno, to me je mogoče malo zmotilo, ampak predvsem se mi zdi, da pač ni, gledali smo od reševanja vojaka Ryana, ne vem, če je kjer vojni film pokazal, zdaj ne vem kaj, pa 1917, kaj že bila una, pa Dunkirk. Tisto ni bilo toliko proti vojno, tisto je bilo ne, ampak recimo ta akcija, veš, kako posnameš ti te vojne, posebej to iz jarkov in to, ni se mi zdelo nič tako super, no. Zdaj že slišim Anžeta tam. Rdeča linija. Potem sem pogledal Guillerma del Tora, njegovega Pinokija, ki je stop motion in je blazno lep. Mene sicer na začetku malo motilo ta stop motion, ki mu ni videti, da je stop motion, ker je vse tako lepo zglancano. Bolj imaš občutek, da je narejeno računalniško, no? Ampak potem sem gledal tudi ta polurni dokumentarček, ali kakorkoli temu rečemo, Behind the Scenes, ki je tudi na Netflixu, in vidiš, da so res pač delali, da ni sfejkano. Tudi tisto, kar sem jaz mislil, da so vseeno naredili z računalnikom, so naredili ročno in si impresioniran. To malo mi je preveč akcijski. No? Pač meni stvari, ki mi ne delajo v igranih filmih, mi pač tudi ne delajo. 1001 cliffhanger, pečinovis, da pač nekaj se zgodi, pa a bo zdaj padlo ali ne bo, in potem ne, in si malo tako, moj bog, res, da je mirno. To me je malo motilo, ampak to, kako pa je on zgodbo preselil v fašizem v Italiji, je pa pač Guillermo del Toro in fucking genialno. To pa je res dobro naredil, ker je čist druga zgodba, ni to Pinokio, Ostržek, kot ste ga vajeni iz zgodbe. Je malo posodobljen. In to pa je res noro narejeno, kako on to fašistične pesmi potem parodira, ker se pač Ostržek norca dela pred Mussolinijem. To si pa pogledajte, to pa je fenomenalno. Cool. Potem sem pogledal The Pembrokeshire Murders,
To je, mislim, da 3 ali 4 deli na HBO Max, miniserija o resničnem primeru, kriminalka. Meni se je zdelo v redu z tega stališča, da prikaže zelo realistično, kako so se stvari dogajale, sicer pa samo po sebi ni nič kaj posebnega, moram reči. No. Mal ti da v perspektivo to, kako iščejo te DNK sledove in da pač vse, ko neki pošlje neko rokavico v laboratorij, da če jim ti natančno ne poveš, kaj iščeš, oni ne najdejo. To se mi je zdelo še kar zanimivo, ker danes nam to prikaže, da oni pošljejo, oni najdejo vse sledove in ti pa obtožijo, ampak ni tako simpel. No. To se mi je zdelo zanimivo. Pa pogledal sem prvo sezono Only Murders in the Building. Šele zdaj. Oprosti, pač nisem nacajka, ker sem te zdaj le osebno užalil. Ampak ja, pogledal sem prvo sezono in mi je ful v redu. No? Ja. Moram sicer reči, da Selena Gomez ne zna kaj dober igrati. Pač njen fris je tako dobesedno isti vseh, ko je šokirana, vesela. To je zato, ker je milenika. Ja, mogoče. Mislim, se malce igrajo na to foro, priznam. Jaz sem bila malo bolj pozorna pri njej, zato ker sem bila bolana v istem obdobju, ko sem to gledala. Aha. In sem imela občutek, da mogoče ima malo zdravstvene težave, zato ker sem pri sebi videla, kako se moj obraz obnaša. Da nisem ok, resno. In je bila ona velikrat tako dosti zatečena in sem bila tako fakt, mogoče so pa to snemali glih, ker se ni zelo dobro počutila, ker ima zelo velik težavno, ne da jo zdaj. Ni vrhunska, absolutno ne. Tam se ni važen, se sta ona dva. Ja. No, zdelo se mi je pa precej zabavna, pa dober narejen, tudi hudanit. Se mi je zdelo, da z tega stališča je pa zelo fino narejen. Pa kemijo imajo tudi zelo. Tako, kemijo imajo ona dva itak, pa tudi mislim, da Selena čist fajn paše drugačno. Meni prva ideja bila, ne moreš zamenjati enega od 3 amigosov s Seleno Gomez, ne? Ampak glej, na koncu, sure. Ja. Se so amigosi, če so že ukradli mehiško kulturo, pa upam, da je Selena Mehičanka, mislim, mehiškega porekla. Jaz sem že drugo sezono gledala. Pa imam bolj težave z drugimi liki pol v drugih sezonah. Skratka, in pa seveda za vse, ki imate radi podcaste, to je serija, ki obožuje podcaste. Ljudje in ljudine, ne boste verjeli, to je bila že naša 141. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Rahela, za mene bo vedno Baby Yoda Klopčič, Igor Tehno Harp, Mito Sivina Gegič in Aljoša Stel... Kaj sem že napisal? Poroči se z mano, pa glavno. Kot ne znam brati za sabo več. Tole epizodo smo posneli v prostorih Mladinske knjige in Cankarjeve založbe in zelo mi je žal, ampak vsi, ki ste tole poslušali, ste obvezani, da se vpišete v svet knjige. Ne pomaga, če boste zdaj nehali poslušati, pravno legalno je to. Drugič pa preberite drobni tisk. Če vam je bilo všeč, kaj ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast ali Spotify, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če še niste pisali Božičku ali Dedku Mrazu, za Miklavža ste pa res že prepozni, poleg tega on nosi samo sadje, ali pa še vedno iščete darila za svojce, ki ne verjamejo več Božička in Dedka Mraza, potem vas seveda še enkrat rade volje spomnimo, da 23. decembra letošnjo božično epizodo snemamo v živo. Kaj bi lahko bilo lepše darilo od tega? In kaj bi lahko vašim svojcem, dragim, povrnilo vero v dobre 3 može in veseli december, če ne ravno podcast Obod. Pridite se imeti lepo z nami. Na Twitterju nas najdete kot @podcast Obod, na Facebooku in Instagramu kot podcast Skem, Obod brez pikic vmes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna mreža še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, načrte za pobeg iz zapora, imenovanega življenje, predloge, kaj bi z vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 141. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda bo torej 23. decembra snemana v živo, to zdaj že 3. povem, tako da zdaj si pa res zapomnite. Ob 7. začnemo v slovenski kinoteki z ogledom filma Super 8, ogledu pa sledi še pogovor o filmu z gostom Dejanom Krupičem iz Prhostar, kdo ga ne pozna, sicer pa producenta Voja.
Epizoda bo objavljena za božični vikend, na to pa je za Silvestrovo sledi še novoletna epizoda, v kateri bomo tradicionalno že tretjič podeljevali nagrade za žanr, tako imenovane obodeke. Po novem letu pa prva epizoda, ki bo prišla na plano, je epizoda o Station 11, se pravi postaji 11, ki jo lahko tudi preberete. Prevedel je eden od nas, ne bom povedal kdo. Dobite knjigo pri sanjah, serijo pa na HBO Max. Skratka, se slišimo takrat, dvakrat, trikrat. Hvala za vašo pozornost. One way out. One way out.